Dober dan in lepo pozdravljeni, poslušalke, poslušalci in povabljeni v Robinovo družbo. Martina Arčon sem z vami in seveda gostje, ampak še prej tema. Pomlad, mednarodni dan žena, čiščenje doma in duše. To je naša rdeča nit. Gostje v studiu Radia Robin pa Andrejka Likar-Kofol, intuitivna svetovalka, bralka iz kart, voditeljica ženskih krogov, delavnic, predavanj. In še kaj, dober dan. Dober dan tudi vam. Kako ste v teh, kar se vremena tiče, vsaj danes bi lahko rekli, že povsem pomladnih dneh? Ne, jaz sem še kar v zimi. Okay. Sem še v temu, kar nam zima ponuja in to je umiritev, čiščenje, vsega, kar imamo za spustiti, zaradi tega, da pripravimo prostor, vsemu temu, kar želimo pomladi sejati. Se pravi, pomlad prihaja z koncem meseca, 20. marec, in takrat naj bi ravnale drugače. Kako? Pomladjo pride več svetlobe, iz svetlobe pride pa ta želja po sejanju tega, kar smo po zimi sanjale. Zdaj, to je lahko pač fizično, lahko je pa pač, so to naše sanje, naše želje, naše vizije. Se pravi, v tem času do 20. marca naj počnemo kaj, Andrejka? Jaz bi predlagala, da če niste še delali na sebi, če niste še pogledali vase, kar vam v pretekli sezoni ni služilo, je zdaj še čas, da to spustite. Seveda to lahko delamo celo leto, ampak zima je namenjena temu, da se ustavimo, da pogledamo navznoter in spustimo, kar je za spustiti, zato da je res prostor pripravljen za vse novo, tako kot pomladi, ko se novo. Govoriva tudi o fizičnem počitku, se pravi, v mislih imam vadbe in podobne stvari za več stika samim seboj? Tako, po zimi je fajn, da se ustavimo, ker če se ne ustavimo, si ne vzamemo časa zase in je težje pogledati vase. Tako da po zimi je fajn, da se ustavimo, da nismo toliko fizično aktivne, kot pač v ostalem delu leta. Kot zdaj, ko prihaja pomlad in poletje, kaj je aktiven del leta. Se pravi, aktivnosti, ki smo jih na nek način osmišljale v tem zimskem času, bodo vzcvetele s pomladjo, če prav razumem. Točno tako. Pa zato morda marca še toliko več pozornosti in tem, kot je današnja ob mednarodnem dnevu žena, ob materinskem dnevu, ki nas pravzaprav ti dnevi kličejo tudi po tem, da damo več prostora, več časa same sebi? Točno, jaz bi rekla, da je čez celo leto potrebno biti pozorna sama nase, ker seveda ženske imamo polno enih zadev, opravkov, dela z otroki in tako naprej. Fajn bi bilo, da si vsak dan vzamemo čas, ob teh dnevih pa še posebej, da se ustavimo, pogledamo, kaj si res želimo in delamo tudi na tem, ne samo na vsemu tismu potrebnemu. Pisali ste, Andrejka, da je pomlad čas za čiščenje doma in duše. Pa se lotiva najprej doma. Kaj je nujno postoriti po vašem mnenju? Na dom je potrebno pogledati tako, da recimo dom je dom našega telesa in recimo telo je pa dom naše duše. In mi želimo, da je oboje čisto, tako kot se hodimo tuširati zvečer, sami svoje telo, tako je potrebno tudi redno čistiti naš dom. Zaradi tega, ker ko je dom očiščen, je tako pripravljen teren za nove zadeve, za nove ideje. Če pa je dom poln krame, pa se tam naredi neka blokada, tako kot v telesu. Če so slabe misli, slabe navade, se naredi blokada in to ni pretočno. Se pravi, želimo in dom pretočen in telo pretočno. Ne govoriva zdaj le o brisanju prahu, ne? Lahko tudi, ampak predvsem o temu, da sproti pogledamo na to, česar ne potrebujemo več in tega se znebimo, oddamo, prodamo. Ampak to je tudi umetnost, oddati nekaj, ne misliti si, morda bom to pa še kdaj potrebovala. Jaz imam ta problem. Ja, večina ljudi ima ta problem, zaradi tega, ker
pač, kako bi rekla, hrčkamo. Hrčkamo. Ja. Vse je pač, kako bi rekla, iz cone obdobja je potrebno iti tudi s tem in pol se vidi, da se da. Zaradi tega, ker ko nekaj spustiš, res prostor zadiha, ne? In s tem pridejo res nove ideje, novi ljudje, nove priložnosti. Ne zavedamo se vseh teh povezav, ampak ja. Se pravi, ta energetska raven je zelo zgovorna. Tako. Nekateri pravijo čiščenje doma celo žajblom, soljo, z raznimi kadili. Kakšno je vaše mnenje, kar se tega tiče? Jaz non-stop čistim žajbljem. Moja družina sicer tega ne mara, ker mi ni všeč vonj, ampak vejo za namen, tako da žajbljem redno čistim, ja. Včasih smo to počeli tudi z zvončki z otroki, ko sta bila manjša. Lahko greš po sobi, po vogalih, z vokom čistiš, ali pa ne vem, lunino vodo, ali pa blagoslovljeno vodo. Veliko enih načinov je, potrebno je pa najti svojega, ker ko najdeš svojega, v to verjameš in veš, da je ta namera zelo močna in da s to namero narediš zelo veliko. Ko govoriva o domu, ne smemo pozabiti na garažo, kletne prostore, menda se tam sploh ne bi smela nabirati krama. Točno tako in tudi na podstrešju, bi rekla isto. Zaradi tega, ker to so neki, od spodaj so neki temelji, na vrh je pa streha in seveda želimo biti, kot sem že prej omenila, pretočni in tudi dom ali pa hiša je dobro, da je pretočno, da niso neke blokade noč z neko kramo. Tako čistite dom, ste dejali, kako pa čistite dušo? Ja, spet je potrebno najti svoj način. Nekateri to počnejo z meditacijo, drugi tečejo, tretji berejo knjige, zelo odvisno od človeka. Sama zelo rada grem v naravo, moj element je voda, obožujem reko Idrijco in že sprehod ob reki je zame čiščenje. No, nekoliko po naglasu lahko ugotavljajo tudi poslušalke in poslušalci, da prihajate z idrijskega konca, ampak ne zelo. Zdaj, ko ste omenili reko Idrijco, pa sva razkrili tudi ta, bom rekla, kihec, odkot ste. Ja. Tudi tam poznate Radio Robin in mi smo veseli, da ste se udeležili današnje oddaje, tudi zato, ker imate veliko delavnic na našem koncu. Posebno mesto za ženske pa pripravljate prav v mesecu marcu. Program, ki ga pripravljate prav v mesecu marcu za ženske, lahko rečeva kot darilo same sebi ob vseh teh mednarodnih dnevih žena in materinskih dnevih in skratka mesecu, ki je posvečen bolj ali manj nam, bi lahko rekli. Ja. To pomlad bom igriva je spletni program za ženske, v katerem se ženske poglabljamo v teme pomladi in sicer to je, kaj nam sama pomlad ponuja in to vidimo že, ko pogledamo skozi okno, vse cveti, vse brsti in ta pomlad nas vabi, da to počnemo tudi same. Potem bomo čistile, zaradi tega, ker pač spomladansko čiščenje je del pomladi vedno. Potem bomo sejale pa sadile, fizično pa tudi duhovno in bomo spoznavale mladenko, arhetip mladenke, ki predstavlja samo pomlad, to njeno radoživost, barvitost. Potem bomo, še ena tema je, pa sem jo trenutno pozabila, mislim, da je radoživost, ja, oziroma ta seksi občutek. Ja. Kje na poti v odraslo dobo izgubimo največkrat to igrivost? Rekla bi, da ne še v naslednjem arhetipu, ki je arhetip mame, ampak mogoče pol v temu, ki sledi, to je pa arhetip divje ženske oziroma čarovnice. To je pa ženska, ki že prehaja v perimenopavzo in pa lahko jo seveda, če jo ne živimo, na njo pozabljamo tudi v zadnjem arhetipu, to je pa arhetip modre ženske. To je pa ta ženska, ki je dala že večino življenja skozi, ki je dala skozi te vrhunce in pace
In če je bila zavestna sebe, seveda bo obdržala to igrivost in bo se zavedala tistih želja, ko jih je imela v sebi kot majhna deklica, pa kot dekle, in jih bo tudi poskušala izživeti. Ne bo pozabljala na njih. Kako bi lahko opisali besedo igrivost? Kaj je mišljeno s to igrivostjo? Igrivost je neka taka lahkotnost, je živost. So iskrice v očeh. Točno to. Predvidevam. Ja. In kako jo lahko iščemo vedno znova in znova? S tem, da smo odprti za to, kar nas kliče, da se učimo, da se izobražujemo, da se nikoli ne ustavimo. Pa ne v smislu, da rabimo biti non-stop aktivne, ampak da se zavedamo sebe in lastnih želja. Pa nas lahko to naučite v 3-mesečnem tečaju? Seveda ne. Ta tečaj je povabilo v sebe, v občutenje te mladenke, ampak to delo je vseživljenjsko. Tudi ženskemu programu rečem, ko smo kdaj preveč nestrpne in bi vse kar takoj, recimo, če gremo skozi nek program, mislimo, da bomo vse globine predelali, ne moremo. Če smo, 20, 30, 40 let na nek način živeli in imamo določene vzorce, to ne moreš počistiti ali pa urediti v 3 mesecih. Ampak s tem, da damo namero na to, da želimo biti skozi svoje življenje, skozi letne čase pozorne, na te teme bomo. Se pravi, nas na nek način nenehno opozarjate na to. Če ravno, bom rekla, vsaka pelje življenje po posebnih svojih tirnicah in ena zagrenjena ženska, ki ima probleme doma, bodi si, ne vem, v službi, z otroki, s partnerjem, težko najde igrivost, ali se motim? Seveda. Vsak arhetip ženske, se pravi v celem življenjskem ciklu ženske, obstaja ta svetlo pa temni vidik ženske. In svetlo vidik je tista ženska, katera dela na sebi in spušča neke zadeve, katerih se zaveda, da ne služijo njej, pa ljudem okrog nje. Temni vidik je pa tista ženska, ki pa ne pogleda vase, ki samo misli, da pač taka sem, a ne? In ne morem se spremeniti. Lahko se spremenimo, če želimo. Pot je dolga, ampak splača se vedno znova, pravite. Jaz temu pravim tako, zaradi tega, ker ta priložnost nam je tukaj dana, da živimo lepo, lahkotno, tudi igrivo. Zakaj ne bi? Po ženske smo velikokrat sebi največji kritik. Zakaj mislite, da je temu tako? Največkrat je zaradi tega, ker smo bile tako vzgojene. Rabimo biti, pričakuje se, da smo pridne punce, tiste, ki pridejo v nebesa, ne tiste, ki pridejo povsod. In zaradi tega imamo vgrajenega v sebi tega notranjega kritika, ki je največkrat bolj kritičen kot okolica. Kako ga lahko utišamo? S tem, da smo zavestne sebe, zavestne svojih misli, spuščamo tisto res, kar nam ne služi, in res nam ne služi ta notranji kritika, skozi samo negativno pripoveduje ali pa nas svari ali pa govori, da nismo dosti dobre ali pa dosti lepe ali pa dosti sijoče ali pa karkoli. Pred leti ste naredili anketo z ženskami, tema menarhe, prve menstruacije, in prišli do izjemno zanimivih zgodb. Res je. Ko je imela moja hčerka za dobiti prvo menstruacijo, sem se odločila, da naredim intervju z ženskami, zato da širše vidim to temo, ne samo iz moje lastne izkušnje. In njihove zgodbe so bile čudovite, ene zaradi tega, ker so zelo pozitivne, druge pa zaradi tega, ker so mi dale uvid v to, da veliko deklic gre skozi prvo menstruacijo z velikimi strahovi, počutijo se same, počutijo so, da so v temi, zaradi tega, ker nimajo odgovorov na njihova vprašanja. Ampak zakaj mislite, da mame damo premalo informacij svojim hčerkam? Da je to tabu tema, človek skoraj ne more verjeti, da bi temu dan danes še bilo tako.
To je tabu tema, ker tudi te predavanja pa delavnice, ki jih delam, zelo malo žensk pride, ker večina si nas reče, se že vse vemo. Ampak večina žensk pozna ta fizični del menstruacije pa tega prehoda, obstaja tudi duhovni. In če se ženske zavedamo, da gremo v življenju skozi več prehodov, to sta tudi recimo materinstvo oziroma mena, a ne? Vemo, da ima to večji pomen in v starih družbah so to vse praznovali, dan danes pa tega ne počnemo več. In ker se ne pogovarjamo redno o tem oziroma ne praznujemo teh prehodov, je premalo na to temo rečenega. Kaj vas je morda najbolj presenetilo, ko ste delali anketo in kasneje analizo med temi zgodbami? Moram reči, da so se me zelo dotaknile te negativne zgodbe, zaradi tega, ker si nisem mislila, da morajo iti deklica ali dekleta sama skozi ta prehod, in takrat sem se odločila, zaobljubila, da bom te zgodbe delila naprej, da res iz leta v leto manj deklic grejo skozi ta prehod same oziroma nepodprte, ker res živimo v času, ko bi morali o tej temi govoriti prosto in skoraj vse. Kako jih mame lahko podpremo? S tem, da jim delimo lastne zgodbe, mogoče s tem, da jim pripravimo neko praznovanje, ko pride res prva krvavitev. To so res zelo lepe zgodbe, ko se to zgodi, deklicam ostanejo zapisane za celo življenje in s ponosom grejo v to. Čeprav to praznovanje za njih pomeni tudi, kako bi rekla, sramežljivost in pač one so tam in njih praznujemo, a ne? Si to zapomnijo za vse večne čase in rade tudi same svoje zgodbe delijo naprej. Ljubezen je padla z neba, mi ne bomo o ljubezni, kaj ne, ampak o ženstvenosti, takole ob Mednarodnem dnevu žena in vaši vlogi, Andrejka, in sicer imate certifikat za intuitivno svetovalko. Kaj bi pravzaprav to pomenilo? Kdaj lahko potrkamo na vaša vrata? Na moja vrata lahko... Ja, točno to sem hotela reči. Največkrat ženske potrkajo na moja vrata takrat, ko imajo neka vprašanja, na katere si razumsko že lahko odgovorijo, ampak nekje noter niso 100% in hočejo preveriti same pri sebi, kateri je res pravi odgovor za njih. In z intuitivnim svetovanjem, branjem iz kart, prejmejo odgovore, zaradi tega, ker ti odgovori so vpogled v njihovo podzavest, v njihovo dušo in te karte, ki kažejo te arhetipske zgodbe, nagovarjajo zelo močno. Ampak to niso karte, s katerimi bi vedeževali ali kaj podobnega? Ja, običajno ne napovedujem prihodnosti, lahko pogledamo mogoči izid, ampak največkrat pogledamo globoko tako v to, kar človek sam v sebi nekako verjetno že pozna ali pa saj čuti, ampak se je večkrat težko priznati. Se pravi, nekaj, kar čutimo v sebi, pa težko priznamo na glas, morda je tole čutenje obdano z strahovi ali kaj podobnega? Točno tako. Recimo, ko gre za nek odnos, mi imamo neko predstavo ali pa neka pričakovanja, duša pa recimo govori nekaj drugega. In fajn je pogledati v to, zaradi tega, ker dobimo širši pogled in s tem ponavadi tudi odgovore. In kakšni so odzivi potem teh žensk, ki vas obiščejo? Pravzaprav v te poglede delate tudi na delavnicah. Ena takih bo danes v Ajdovščini, to smeva povedati, kaj ne? In sicer tam boste iskali pozabljene moči ženske narave. Tako. Tudi na delavnicah pogledamo v karte, to pa zaradi tega, da ženske dobijo sporočila. Danes bo na temo 4 skrivnosti, a ne, in dobijo sporočilo njihove ženske narave, pa duše, pa kako se lahko podprejo na svoji poti spoznavanja te ženstvenosti ali pa
bolj močne namere, da živijo tu. Ste, če se lahko nekoliko pošalim, tudi lovilka sanj. Tudi ja. Lovilce sanj sem pričela delati, ko sta moja dva otroka kot majhna imela nočne more. In sem šla raziskovati in našla lovilce sanj in potem sem šla raziskovati na YouTube in najdla način, kako pač to izvesti. In zaradi tega, ker seveda živim v Idriji, sem v same lovilce sanj vkomponirala. Smem ugibati? Idrijsko čipko. Točno tako. Idrijsko čipko in iz mojo prijateljico Sonjo Mlakar sva naredili, oziroma ona je zarisala papirc na podlagi vzorca svete geometrije in to vkomponiram v sam lovilec sanj. Tako da so zelo taki natančni, kot pač sem jaz sama, kot arhitektka v osnovi, a ne po izobrazbi, so zelo taki simetrični, natančni, precizni, nežni. Tako rečemo zdaj, ko ste rekli, da ste arhitektka, da ste dan danes bolj arhitektka svojega življenja, pa tudi morda še življenja koga drugega. Ja, se strinjam s to trditvijo, ja. Kaj si želite v bodoče, kako vidite svojo pot, bom rekla, želite še naprej odpirati oči? Ja, včasih se vprašam, kaj mi je tega treba, ko pride kakšna blokada na cesti ali pa tako. Ampak me moja duša toliko kliče v to, da moram temu slediti. Želim si, da bi ženske res bile odprte, da bi podpirale eno drugo, ker naša narava je to, da sedimo v krogih takih ali drugačnih, da smo sočutne, čuječe, da si pomagamo, si damo roke, ko jo potrebujemo. Mislite, da se ženske med sabo premalo podpiramo? Je veliko zavidljivosti, je veliko ljubosumja, je veliko tekmovalnosti, čeprav je to moška energija, moški svet. Jaz tega v svojem življenju ne občutim več, sem kot mlada, dan danes ne, ampak ženske, ki prihajajo k meni, me večkrat poročajo, sploh recimo na delovnih mestih ali pa ne vem, pri nekih projektih, karkoli je veliko tega, sama pa tega res ne občutim. Odkot to izvira? Prav iz te tekmovalnosti, po moje, iz tega nezavedanja, da je vsega dovolj za vsakogar in da si lahko na tej poti pomagamo. In da pride vse ob svojem času. Točno. Morda, ko je najboljši čas za posameznico ali posameznika. Čeprav smo danes pravzaprav govorile in oddajo posvetile predvsem ženskam z enim namenom, kaj ne, ker obeležujemo 8. marec, Mednarodni dan žena. Hvala, ker ste ga obeležili skupaj z nami. Andrejka Likar-Kofol je bila gostja v našem studiu in zdaj lahko rečeva že, da mahava, kaj ne. Ja, lepo zdrav, hvala za povabilo in vsem srečno.